Pogled v znanost. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat je v oddaji gost asistent dr. Žan Tomazini. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Iz laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Govorila bova o merilnem sistemu, ki namesto klasičnih senzorjev tlaka uporablja kondenzatorski mikrofon. Oziroma o signalih z območja krvnega tlaka, merjenja krvnega tlaka v manšeti. Tisto, kar se dogaja ali pri zdravniku, ali pa če ima človek to doma. Ugotovili ste, da bi bilo možno ta sistem nadgraditi z algoritmom, ki bi računal krvni tlak na en poseben način zaradi omejitev, ker kalibracija vsakdanjih merilnikov, torej ta manšeta, je narejena na statičnem tlaku. Tlak je pa dinamična kategorija, ne? No, tako kot ste rekli, v bistvu vsi ti merilniki krvnega tlaka oziroma sfigmomanometri temeljijo na osnovi senzorjev, ki so kalibrirani samo po statičnih metodah. Se pravi, v laboratoriju nastavijo določen tlak, odčitajo vrednost, nastavijo naslednjega, zopet počakajo nekaj časa, odčitajo naslednjega. Zdaj to pomeni, da samo merijo vrednost pri statičnem tlaku, pri samo eni vrednosti. Biološki signali pa, kot vemo, so spremenljivi in enako je z krvnim tlakom. Recimo tlak v manšeti pri merjenju krvnega tlaka se nenehno spreminja, kajti mi ga moramo prvo zvišati, potem postopno nižati, potem se pojavijo različne frekvence, ki jih moramo meriti, in zato v bistvu se nam je zdelo, ko smo pregledali malo literaturo, se nam je zdelo malo nenavadno, da v bistvu vsi standardi temeljijo na statičnem tlaku. In zato smo se vprašali, kaj pa dinamična komponenta. In preko tega smo na to prišli, da bi to lahko merili z mikrofonom, kajti mikrofon je najbolj primerna stvar za merjenje dinamičnega tlaka. Ampak to ne z vsakim, s kondenzatorskim, ne? Ja. Ampak preden greva na bolj podrobno, da si lahko lažje predstavljamo, namreč ko merimo pritisk z tem aparatom, ki ima to manšeto, ki napihne približno 30 milimetrov več, kot je normalno. In potem se dogaja spuščanje tega pritiska v manšeti in tukaj se upravlja ta meritev, ki pravite, da je kalibrirana na statičen tlak. Ja. Kot sem pa prej rekel, da se ponovim, krvni tlak je pa dinamična kategorija, seveda, ker ima vsak drugačnega. Meritve so upravljene za vrednost 120 krat 80. Ne? Skozi 80. Skozi 80, seveda. Ne? No, mislim, povsem, če bi merili tlak nekoga, ki ima povišen krvni tlak, recimo 180, bi morali napihniti manšeto nad ta tlak, se pravi na 210 mm. Območje lahko gre celo do 300 mm, če ima nekdo zelo, zelo povišen tlak. Tako da vsi ti merilniki ponavadi delujejo na merilnem območju od 0 do 300 mm živega srebra. V čem je problem obstoječih merilnih naprav, glede na to, da so kalibrirani na, kot sva rekla, zdaj statični tlak? To so postavili so te standarde, ugotovili so, da je dovolj dobro, good enough, niso se pa vprašali, kaj pa je z dinamično komponento. In mi zdaj, kot vemo, znanost vedno stremi, da gre naprej, se moramo vprašati tudi, mogoče se pa kaj da razbrati iz teh dinamičnih komponent. Mogoče nosijo kakšno dodatno informacijo in to bi bilo vredno tudi izmeriti. Ker zanimivo je, da se ta dinamična komponenta uporablja v algoritmih, s pomočjo katerih merilniki pridajo do vrednosti o sistoličnem pa diastoličnem tlaku. Ampak standarde bi se pa dali dopolniti, ker trenutno sploh niso definirani. Ja, saj to je ravno to. Standard sploh ni definiran za dinamični tlak, samo izključno za statičnega. Zato bi tu bilo dobro, da se to dopolni.
To je bila tudi osnovna ideja za naše delo. No, vi ste se odločili za rabo kondenzatorskega mikrofona, nekega posebnega, ki so dobri pri zaznavanju majhnih tlačnih sprememb, dinamičnega. Velikih. To je prednost kondenzatorskega. No. Imajo zelo široko dinamično moč, se pravi, lahko zaznajo zelo tihe signale ali pa zelo glasne. In ta je namenjen v bistvu, hkrati je moral preživeti visoke tlake, ker za mikrofon je... Za merjenje eksplozij celo, Tako, ta se uporablja za merjenje strelov in eksplozij, da preživi sploh, ker pri tem se membrana mikrofona kar precej upogne. In ne smemo poškodovati mikrofona, mora to zdržati. In v bistvu je samo 3-4 verzije mikrofonov, ki preživijo tudi 300 mm, ki je bilo naše merilno območje. No, ampak vi ste se odločili za rabo posebnega kondenzatorskega mikrofona, kot omenjeno, namenjenega meritvam zvoka eksplozij strelov. Frekvenčni odziv mikrofona ste pa razširili z uporabo radiofrekvenčne metode. Zdaj, kaj ste pravzaprav počeli s tem? Zakaj? Zdaj, lepota kondenzatorskega mikrofona je ravno to, da je tudi zelo občutljiv na nizkih frekvencah kot na visokih, ampak kot so vsi kondenzatorski mikrofoni omejeni, pri okrog 10 Hz zvočnega signala njegov odziv močno upade. Se pravi, lahko višamo jakost zvoka, pa ne bomo na drugi strani dobili nič kaj več. In to smo v bistvu morali popraviti nekako. Zdaj na srečo so se že pred kakšnimi 40 leti pri podjetju Sennheiser spomnili nekaj podobnega, ko so delali eksperimente in so prišli do tako imenovane radiofrekvenčne metode. In zdaj, kaj je glavna poanta radiofrekvenčne metode? V klasičnem kondenzatorskem mikrofonu se zvočni signal, ko zadane ob membrano, spremeni kapacitivnost mikrofona in potem se v bistvu na podlagi padca na enem uporu, ki je zraven, pretvori ta sprememba v napetostni signal. Pri radiofrekvenčni metodi pa mi s to spremembo kapacitivnosti, ki se zgodi, ko zvok udari v membrano ali pa sprememba tlaka, kar je zvok, moduliramo v bistvu radiofrekvenčni signal. Zdaj mi smo uporabili signal, ker moramo se zdaj, radiofrekvenčno območje je zelo širok pojem v elektrotehniki. Mi smo uporabili signal nekje 8 MHz. No, ker mi grede 1 MHz je pa utrip srca. 1 Hz. 1 Hz, no, pardon. Ja. 1 Hz. Mega smo že visoko. Ja. Že visoko. Ampak to zdaj ni povezano. To je samo metoda, kako mi razširimo območje, merilno območje mikrofona. Se pravi, da bomo lahko merili tudi signale pod 10 Hz, 20 Hz. S tem praktično razširimo do nič hercov. Nizke signale, tako je, ker to nas zanima. To so signali, ki se pojavijo v krvi. To se pravi, edini na ta način lahko merite pri nizkih frekvencah dovolj veliko amplitudo signala, in se v bistvu izognete omejitvam klasičnega kondenzatorskega mikrofona, ki je občutljiv, Ja. Se pravi, s tem, ko smo uporabili tak kondenzatorski mikrofon, smo hkrati dosegli, da je merilno območje zelo široko, od 0 do 300 mm, in pa tudi, da lahko merimo zelo nizke signale. Je pa prednost, da lahko merimo tako tudi više, to nam še pa vedno ostane. Kajti v bistvu je ta radiofrekvenčna metoda, nima nekih posebnih slabosti, razen da je malo kompleksnejše za narediti, ker moraš spraviti to majhno vezje dovolj blizu samega mikrofona. To so tudi brezžični mikrofoni, So tudi kondenzatorski, ja. Ampak v našem primeru je vse bilo še old school na povezavah. No, rekla so, da je pač ta mikrofon, torej radiofrekvenčni, pač občutljiv za zaznavanje ekstremno nizkih sprememb tlaka, Te kalibracije pa potekajo pri signalih tlaka 1 Pascal, kar ustreža kakšni spremembi kapacitivnosti? Ja, saj to je ker ravno bilo. Vi ste to spreminjali, kapacitivnost. Ja, v bistvu
tlak ti spremeni kapacitivnost mikrofona, to ostane enako, kajti imamo opravka s kondenzatorskim mikrofonom. Potem, kako pa se dalje ta sprememba uporabi, to pa je tisto, kar nas zanima. In zdaj, tako kot ste rekli, pri 1 Pascalu, kar je tudi standardna vrednost za kalibracijo mikrofonov, to ustreza spremembi le približno 2 attofarada. Ato sem se še jaz moral pozanimati, katera stopnja je to, v bistvu je 10 na minus 18. Se pravi, zelo, zelo majhna sprememba kapacitivnosti. Ampak mi to lahko zaznamo s pomočjo tega, ker s to majhno spremembo v bistvu moduliramo ta radiofrekvenčni signal, ki pa je zelo visoke frekvence. In v bistvu s tem vplivamo tako na fazo kot amplitudo tega signala. Pa to ste z vašim radiofrekvenčnim vezjem zaznali, ne? Tako je. To vezje se je nahajalo dovolj blizu mikrofona, kajti same povezave že imajo dovolj kapacitivnosti, da vplivajo na samo meritev. Zato smo morali spraviti. V bistvu je vezje bilo velikosti kovanca za 5 centov in to smo potem stlačili v takšno kovinsko ohišje, da ni bilo vpliva iz zunanjosti elektromagnetnega sevanja, da smo to pač zmanjšali in na koncu smo s tem lahko merili. No, in vi ste to primerjali, torej te dobljene vrednosti z referenčnim merilnikom tlaka, ne, in potem zračunali skupno merilno negotovost, ne, da bi ugotovili primernost takšne metode za kalibracijo. Zdaj, rekli ste mi, da se s časoma, ne, torej raba teh klasičnih ali pa teh z manšeto, ki so kalibrirani to so avtomatski merilniki. Avtomatski merilniki, ki so kalibrirani na fiksnem, torej statičnem tlaku, ne, da njihova negotovost se viša s časom. Za 3 do 4 mm, recimo po enem letu, 2 let, potem je treba spet kalibrirati. Ne. Če pa se to bolj intenzivno rabi, kot naprimer zdravniki, pa ne mara še bolj pogosto. Zdaj mi smo v bistvu z našim sistemom imeli v mislih, da bi z njim lahko upravljali te kalibracije. Se pravi, da pa lahko ti kalibriraš nek merilni sistem, mora pa naprava, s katero kalibriraš, imeti še 4-krat nižjo negotovost. Se pravi, bi morali imeti približno 1 mm živega srebra. In to je tudi dosegljivo z nadaljnim delom, kajti mi lahko kalibriramo mikrofon po tako imenovani primarni recipročni metodi, s katero lahko dosežemo tiste najnižje negotovosti. Mi smo v našem delu uporabljali zgolj kalibracijo z zvočnim kalibratorjem in to je reda 10 višja negotovost. To je pač v bistvu neka faza v razvoju boljše metode, ne? Take, ki bi upoštevala vse te ugotovitve dobljene v laboratoriju. Ne? Nameravate to patentirati oziroma... Zdaj, koliko je smiselnost patenta na tej točki, še ne bi rekel, ampak planiramo nadaljne delo. Zdaj v osnovi je bila ideja sploh, da vidimo, to sploh deluje, ker to se še prej nihče ni spomnil v bistvu. Mislim, mi smo pregledali res veliko literature in nisem zasledil, da bi kdo z mikrofonom se kaj takšnega lotil. Mogoče Kitajci? Ja. V njihovih pismenkah. Mislim, so zagotovo, veliko imaš na področju radiofrekvenčnih mikrofonov, ampak za samo uporabo pri tako nizkih frekvencah in visokih amplitudah pa mislim, da smo kar med vodilnimi trenutno. Tako da v prihodnosti se planira, da bomo opravili kalibracijo tega mikrofona po neki primarni metodi, s katero bomo dobili dosti nižjo negotovost. Po izračunih okrog 1 mm, kar je ravno dovolj, da se ta stvar uporabi za kalibracijo. To meni, da če bi prišli na referenčno napako 1 mm, da bi bil to uspeh. To bi bil velik uspeh, in povsem dosegljivo. A to tudi pomeni, da bi potem eventualno, če bi se to začelo počasi spreminjati v standard, ki zdaj to ni, recimo te aparati morajo najmanj enkrat na leto ali pa na 2 za nekoga, ki ga ima doma in ga razmeroma redko uporablja. Ne? Skratka, če bi to prišlo v standard. No, tako. Zdaj
Odvisno, kakšno je zanimanje. Neko zanimanje definitivno je, saj smo sodelovali na enem evropskem projektu, ki se je ravno s tem ubadal, z merjanjem dinamičnega tlaka, kjer so v bistvu imeli posnetke, veliko bazo, 10,000 meritev iz Velike Britanije, različnih starosti, različnih oseb, in s tem so seveda imeli različne tlake in potem so izdelali zelo precizen simulator krvnega tlaka. To je še eden izmed problemov pri merjenju. Zdaj, če bomo merili na fizični osebi in bomo zmerili 2-krat zapored, ne bo več isto. Mi rabimo za neko znanstveno vrednotenje zelo ponovljiv sistem. In to je ravno bila ideja. Mi smo tudi nameravali uporabiti naš sistem v sklopu tega projekta na tem simulatorju. In do teh ugotovitev ste prišli v okviru kakšnega konkretnega projekta, mora biti od Arisa? Ja, to je bilo v sklopu mojega raziskovalnega dela kot mladi raziskovalec na laboratoriju za metrologijo in kakovost. Ja. A ste nastavke te hipoteze, pravzaprav, ki je že do neke mere potrjena, dali tudi kot predlog za kakšen nov projekt? Ja, zdaj predstojniki, vi ste asistent? Ja, zdaj sicer že delamo na veliko različnih projektov in je v bistvu že veliko dela, ampak to je definitivno na zalogi, da se uporabi tudi pri kakšni prijavi na kak evropski projekt. Definitivno bom pa jaz tudi sam nadaljeval delo na tem, ker mislim, da je vredno se še potruditi in tole malo izboljšati. No, ker vi, kot sva rekla, kot ste tudi ponovili, delate v laboratoriju za metrologijo in kakovost, kar samo že ime pove, da se z temi meritvami ukvarjate, to je tudi standardizacijami, oziroma preverjani standardizaciji v laboratorijskih pogojih. Ja, zdaj v bistvu naša primarna dejavnost je s temperaturo in vlago. Mi smo tudi nacionalni etalon za enoto Kelvin in pa za relativno zračno vlažnost. Imamo pa seveda tudi veliko projektov, ki se dotikajo takšnih meroslovnih, kot je recimo ta. Pa tudi moje ozadje je bolj iz akustike, zato je bila sploh ideja za takšen projekt. Aha, se posebej z akustiko ukvarjate in to v kakšnem kontekstu? Mislim, v sklopu mojega izobraževanja že diplomsko delo in magistersko delo sem opravljal z področja akustike. V bistvu iz lokalizacije zvoka razvijal sem različne algoritme, ki izluščijo, odkot prihaja zvok v prostoru. To se pravi, če smer razlage prav razumem, nekaj, kar bi bilo uporabno tudi na radiju. Ja, definitivno. Torej pri editorjih zvoka, ločevanje recimo šumov, tako med nami rečeno je, da imajo samo tajne službe taka programja, ki omogočajo ločevanje različnih virov zvoka. Kako je s tem? Ja, mislim, to je tudi že dosti razvita stvar. Vsi ti konferenčni telefoni recimo znajo dovolj dobro pobrati zvok, se pravi, se osredotočijo na govorca in zadušijo ostale zvoke. Aha. No, kaj pravite vi, če ste se s tem ukvarjali, o kakovosti mikrofonov v naših pametnih, tako imenovanih pametnih telefonih? Ja, zdaj eno je sama kakovost, eno je pa velik faktor, je tu pogosto cena in se pač išče neko srednjo. Saj ravno zato, če se pogovarjate po telefonu, vaš glas ne zveni enak, kot pa če se v živo. Če ste se kdaj slišali posnet. No, seveda, ampak zanimivo je, če se recimo prek internetne telefonije pogovarjaš z nekom, ali pa z recimo namiznim stacionarnim telefonom, je pri prvem boljši zvok. Ja, zdaj veliko je tu pri teh audiofilnih zadevah je veliko tudi subjektivnega mnenja. No, gotovo. Ampak načeloma so vsi ti mikrofončki, ki se uporabljajo v telefonih, imajo območje do 15 kHz. So kondenzatorski? So tudi kondenzatorski, ja. Ampak malo druga vrsta, ki smo jim ponovili, so elektretski ali pa kaj podobnega, oziroma
če se gre za samo velikost, se pa uporablja že MEMS mikrofone, ki so dosti manjši, pa še vedno dovolj dobri. No, ko smo že pri tem uporabljali, ste izraz elektretski mikrofoni. Razložite, kaj to pravzaprav pomeni. Ja, to je v bistvu elektret je snov, ki se uporablja v teh mikrofonih, ki drži naboj. Se pravi, ti mikrofoni temeljijo na spreminjanju elektrostatičnega polja. Precej podobno kondenzatorskim, ampak ne čisto isto. So pa zelo poceni za izdelati in se tudi veliko uporabljajo. Se pravi, ko udari zvok ob membrano, se spremeni elektrostatično polje v mikrofonu. In potem se to odraža kot nek padec napetosti, ki ga potem spet merimo. Se pravi, ista stvar. Zdaj recimo vidim, tule imate, tole je verjetno dinamični mikrofon pred vami, ta pa deluje na elektromagnetnem principu, se pravi, v mikrofonu je tuljava, ki se premika, to pa verjetno poznate, a ne? In se gleda na podlagi spremembe elektromagnetnega polja, izlušči informacija o zvoku. Žan Tomazini, ustavlja sva se pri teh mikrofonih, ne? Nekateri dosegajo res visoke cene, ne? Nekateri so pa zelo poceni, ne? Kaj jih pravzaprav dejansko razlikuje? Predpostavljam, ne samo v ceni, ampak tudi v kakovosti posnetega zvoka, ne? Ali je to tudi odvisno od nosilca zvoka, na katerega se snema? Ja, mislim, celoten snemalni sistem vpliva na zvok, a ne? Ampak vsekakor ima največjo vlogo pri tem mikrofon. Zdaj, ko govorimo o teh visokih vsotah, nekje se pač ustavi, a ne? Koliko je možno dobro izdelati, so mikrofoni izdelani. Gre se bolj, da so eni za specifične uporabe. Se pravi, če želimo imeti visoko občutljivost pri nizkih frekvencah, pri visokih frekvencah, a morajo zelo tihe signale snemati, a morajo zelo močne signale snemati. In v bistvu vpliva, od namembnosti, kot ste rekli, vpliva pa tudi sam ta analogno-digitalni pretvornik, da mi sploh spravimo zvok v digitalno obliko. Ampak tu zopet ti audiofili bodo šli v luft, ampak čim imaš vsaj 44 kHz vzorčenja, človeško uho sliši do 20 kHz maksimalno. Vse to imamo pa mi v naših snemalnikih. Mi imamo sicer 48 kHz nastavitev. Ne? Ja, to je povsem dovolj, da se zajame vse. Že 44 je dovolj. Ja, že 44, to je stari format za CD, 44,1 kHz. Ampak audiofili presegajo še na višje in gre se tudi za samo dinamično območje, potem so tu te tako imenovane barve zvoka, da je zvok bolj oster ali topel, to še zdaj ne razumem dobro, ker so bolj neznanstveni termini, ampak ja. No, o okusih ni, da bi razpravljali, ne? To je nekomu je bolj všeč zvok iz predvajanja klasične LP-ke, ne? Nekomu pa iz CD-ke, ne? Ali pa iz pač trdega diska, ne, kar je danes, ki gre po zraku posnetek. No, ob tem bi se lahko še kar precej izmenjala vaših razlag, ne. Asistent dr. Žan Tomazini, hvala za ta pojasnila ob vaših rezultatih poskusa s kondenzatorskim mikrofonom posebnim izboljšati metodo kalibracije oziroma teh merilnikov krvnega tlaka, ne, s katerimi ste se posebej ukvarjali, ne. Hvala za ta pojasnila. Ja, hvala vam. Ta pogovor pa sva posnela za reglerji Jernej Boc, pred mikrofonom pa Goran Tenze. Pogled v znanost.